O drsenju v recesijo, komentar dneva, Rado Pezdir. Nedavni podatki Statističnega urada Slovenije kažejo, da Slovenija hitro in zagotovo drsi v recesijo. Krčenje BDP in izvozne aktivnosti sta seveda samo en del težav, s katerimi se sooča slovensko gospodarstvo. Drug del predstavljajo težave v bančnem sektorju. Kakšen je red velikosti težav v bančnem sektorju, ni jasno in lahko samo ugibamo. Toda že površen pregled številk, da se razumemo, predvsem številk o množini tajkunskih kreditov na eni strani in zahtevkov po bank po državni pomoči na drugi strani, pokaže, da se tudi tu dogaja nekaj precej nenavadnega. Vse skupaj zelo jasno implicira, da je potrebna odločna strategija za spopadanje z gospodarsko krizo in da nima več nobenega smisla nadaljevati s produciranjem papirjev, ki se imenujejo paket ukrepov vlade Republike Slovenije za preprečevanje ekonomske krize, kot to počne Pahorjeva vlada zadnje 4 mesece. Še več, situacija je postala preveč resna, da bi se zadovoljili z litanijami o propadanju kapitalizma in o zahtevah po nacionalizaciji, nebulozami, kot so ustvarjanje močne državne banke, histerijo z multiplikatorji in državno potrošnjo. Da sploh ne govorimo, da ima v času recesije vlada pogum predlagati varčevalne ukrepe, ki so bolj ali manj omejeni na varčevanje s kavicami v vladnem kabinetu. Zdaj gre za res, zato ni več nobenega smisla v odlašanju z resnimi ukrepi in čakanju na možnost, da se težave uredijo same od sebe. Če bi si volilci to želeli, potem bi verjetno še danes bil predsednik vlade Janez Janša, ki je bil znan po tem, da mu spremembe v gospodarstvu, če že niso bile v domeni izgradnje desne elite, sploh niso padle na pamet. Torej, premier Pahor, nehajte že vse skupaj moriti s Hrvaško in začnite delati ali pa odidite.